Protest delavcev Kristala. Nekdanji mariborski vinarski ponos Vinak v stečaju. Šola je lahko tudi drugačna. Radijski kolegi iščejo najboljša smučišča. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Žal začenjamo z novico o propadu še enega podravskega podjetja in izigranih delavcih. V Selnici ob Dravi je kakih 100 delavcev Kristala TG pripravilo 2-urni protest in opozorilo na dolg podjetja do zaposlenih. Še vedno niso prejeli plan za del februarja in ves marec, že več mesecev pa jim vodstvo ni plačevalo niti prispevkov. Katera kriza naš Kristal bo potopila, ter plačate nam 9 mesecev žuljev, so bili danes jasni delavci, ki jim skupno dolgujejo več kot 600 000 evrov. Mislim, da bi vsi radi delali, kaj smo tu, ne? Prejko pa. Ampak ne zastonj, ne? Kako lahko prispevke ne plačajo, ne? Pa da niso kaznovani, to je mogla stroga kazniti. Jaz se reveč, bom pa žemlo vzel, pa bom me zaprli, ne? To je katastrofa za našo državo, kaj se lahko pri nas dogaja. V Avstriji se to ne bi dogajalo. Zaposleni vodstvu družbe v italijanski lasti tudi očitajo, da iz podjetja že odvaža surovine in celo stroje, zato se bojijo, da bodo ostali brez vsega. Drugi samo jemljajo denar. Samo jemljajo. In bomo se lahko ponosno obrisali za vse, nekateri so si pa žepe napolnili pa šli. Nihče nič ni ukradel in bo potem TG si vzel, kar potrebuje. In ni bilo 90 000, je verjetno bilo 200 000. Ampak to gre vse na račun. V kolesju zapletenih, morda celo nezakonitih povezav so se znašli delavci, ki so plače dobivali od strateškega partnerja Kristal Tehnika, zaposleni pa so bili v Kristalu TG, ves posel pa naj bi vodili svetovalci v Kristalu DD. Tu se omenja znana lobistka in svetovalka propadlih gradbincev Nevena Teja Gorjup, ki pa nam je danes sporočila le, da ni pooblaščena za dajanje informacij. Vsa ta zakonodaja omogoča in ščiti lastnike, da prestrukturirajo svoja lastništva, ščiti banke, da svoje terjatve rešujejo, zdaj da delavci ste na zadnjem mestu. Ljudje so v krizi, nima več dati kaj v usta, nima več ničesar. Vodstvo Kristala TG pred delavce ni stopilo, v pismo javnosti pa krivdo prelaga na strateškega partnerja Kristal Tehnika, ki ni poravnaval obveznosti in proti kateremu bodo vnovčili garancijo za 800 000. Iz tega denarja pa naj bi, vsaj tako obljubljajo, prednostno poplačali delavce. Tudi v stečaju, v katerem bo sodišče odločilo 24. aprila, pa želijo ohraniti zdravo jedro proizvodnje. Opozorilno so zgodaj zjutraj začeli stavkati tudi delavci v lendavski družbi Nafta Petrokem. Še vedno niso dobili februarskih plač, prispevkov pa nimajo plačanih od decembra lani. Vse kaže, da se bo opozorilo nadaljevalo s pravo stavko. V Petrokemu izdelujejo formalin in lepila. Tovarna pa trenutno, ne samo zaradi opozorilne stavke, deluje z 20% zmogljivostjo. Ker je bilo nekoč v Nafti, ki je bila ponos Lendave in regije, tudi čez 1500 zaposlenih, zdaj pa jih je skoraj 10-krat manj, tisti starejši ne morejo verjeti, da se zgodba tako žalostno zapleta. Drago sicer priznava, da so v tovarni včasih že bili težki časi, a nikoli kot zdaj. Čeki pa hodijo pa to. Treba plačati pa to. Zdaj dale moramo doma prositi starše, ka poravnamo čeke pa to. Po 32 letih službe? Po 32 letih, ja, dela. To je malo žalostno. Vodstvo podjetja jim je posredovalo ponudbo, v kateri obljubljajo izplačilo februarskih plač do 18. aprila, drugi del pa do konca tega meseca. Podoben zamik predlagajo za marčevske plače. Prispevke pa bi plačali takrat, ko bi se čistilna naprava prodala in iz tistega denarja bi pokrili za nazaj. Ampak to je verjetno minimalno 2 do 3 meseca še, tako da... Kakšen je vaš odgovor, oziroma kaj vi zahtevate? Odgovor naš je ne. Mi to sprejeli ne bomo. Zahtevajo takojšnje izplačilo februarskih plač. Če jih ne bo, se bo stavkovni odbor najverjetneje odločil za napoved splošne stavke, ki se bo potem v skladu z zakonodajo začela po 5 dneh. Sicer pa si prvi mož skupine Nafta, Stopar, izboljšanje razmer obeta po ponovnem zagonu tovarne metanola. To naj bi kmalu prevzelo dunajsko podjetje BKG Gas.
Upanje za nekdaj mogočni Vinak pa ni več. Po 167 letih je mariborski vinar dokončno ugasnil. Propad Vinaga se je sicer začel že v prvi polovici 90-ih let, po divji privatizaciji družbenega premoženja. Stečaj Vinaga mnogi zato prištevajo med značilne slovenske tranzicijske zgodbe. Z večmilijonsko prodajo vina v začetku 90-ih let ni nič kazalo na zaton, ki se je začel dogajati kmalu po njegovem olastninjenju. Ukrepi, ki so bili najnujnejši, so v smislu stabilizacije poslovanja. Bi našim lastnikom radi postavili vprašanje, kaj so delali vsa ta leta. In normalno, da vsi smatramo, da je tu zadaj neka druga igra. Z vsakim novim vodstvom je namreč kljub drugačnim obljubam podjetje le bolj pešalo. So bile napovedi eno, sproti dejanja pa nekaj drugega. Nazadnje je leta 2010 podjetje prišlo pod okrilje ugledne mariborske družine Ivankovih, sicer velikih dobičkarjev tranzicije. Ti so najprej odpustili trgovske potnike in enologe ter skrb za klet. Če mi bo kdo dal navodilo, kako in kaj bi naj to dobro vzdrževanje bilo, se bomo seveda držali teh navodil. Izgubili smo nekaj silno pomembnega, nek organski del tega, kar bi lahko izjemno veliko pomenilo. Ivanko je opustil tudi skrb za veduto Maribora, mestni grič Piramida, medtem pa denar iz Vinaga kanalizira v svoja podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem in Bosni in Hercegovini. Svojo lastnino pa zavaroval s hipotekami prijateljskih podjetij. Tako bo tudi za delavce Vinaga v stečaju, ki od januarja lani nimajo plačanih prispevkov in 2 letošnjih plač, ostalo bore malo. Seveda pa se tukaj postavlja vprašanje, koliko od tega bo poplačano, ker kolikor mi je znano, stečajne mase ravno ni veliko. Medtem se je nekdanja prisilna in sedanja stečajna upraviteljica Brigita Kraljič, ki naj bi bila sicer po nekaterih informacijah prijateljsko povezana z Ivankovimi, danes sestala z delavci. Kaj so se dogovorili, ni znano. Kraljičeva na naše klice, tako kot nekdanje vodstvo podjetja, ne odgovarja, delavci pa v strahu pred našo kamero ne želijo. Vse več je propadajočih podjetij, v katerih zaposleni edino rešitev vidijo v stečaju, saj tako dobijo vsaj nekaj denarja iz jamstvenega sklada in se lahko prijavijo na Zavodu za zaposlovanje. A lastniki lahko odločanje o stečaju vsaj začasno preprečijo tako, da predlagajo prisilno poravnavo. V sindikatu delavcev trgovine opozarjajo, da se s tem le podaljšuje trpljenje zaposlenih. Manjko je v podjetju denarja, več je obljub, tako je bilo tudi v Avtu Celje. Vodstvo nam je obljubljalo, da naj še malo počakamo, da pač se dogovarjajo z bankami za ta reprogram. Po 2 mesecih brez plač so zaposleni predlagali stečaj. Toda vodstvo je takoj zatem predlagalo prisilno poravnavo in sodišče mora zdaj najprej odločiti o tem predlogu. To za nas pomeni še 4 mesece negotovosti, ne? Končno rezultat bo pa verjetno tak, kot bi bil zdaj, stečaj na koncu. Da gre zgolj za spreten manever strani lastnikov, opozarjajo v sindikatu in zahtevajo, da je treba takšni praksi narediti konec. Manever za zavlačevanje, ki ga ne bi smelo biti, upamo na modrost sodišča, da bo pač spregledalo, kaj ti ljudje počnejo in da če ima nekdo negativen kapital, če nekdo nima premoženja, ne more biti več lastnik. K bolj učinkovitemu ukrepanju pozivajo tudi policijo in davčno upravo. Da bo ugotovil, da se prispevki ne plačujejo, da se plače ne plačujejo in da je firma zrela za stečaj. Vsako tako zavlačevanje in primerov je vedno več, gre predvsem na račun zaposlenih, še pravijo v sindikatu in dodajajo, to je nedopustno. Za mesto direktorja športnih objektov Maribor se je prijavilo 9 kandidatov. Razpis pa očitno ni ustrezal mariborski občini, ki je zahtevala, da se postopek razveljavi, češ da je bil speljan brez predhodnega soglasja župana in nepregledno. Razpisni pogoji pa naj bi bili prilagojeni dosedanjemu direktorju Antonu Knezu. A so se na občini očitno prenaglili, saj so morali po pridobitvi uradnega mnenja zahtevo za razveljavitev razpisa umakniti. Ime novega direktorja športnih objektov Maribor, ki ga mora sicer potrditi tudi mestni svet, naj bi bilo tako znano še nocoj. Še vedno pa ni znano ime novega ministra ali ministrice za zdravje. Položaj sicer po zadnjih informacijah pripravljena prevzeti Nina Pirnat, državna sekretarka, ki po odstopu Tropskazove vodi posle na Ministrstvu za zdravje. Predsednica vlade Alenka Bratušek mora novega ministra predlagati do konca tedna. Sledi pregled drugih pomembnih domačih novic.
Vlada bo 200-milijonsko proračunsko luknjo krpala z višjimi trošarinami na alkohol, tobak in pogonska goriva. Pri pogonskih gorivih predlaga povišanje trošarine za 2%, na alkohol za 10%, na tobačne izdelke pa za 5%. Vlada od višjih trošarin pričakuje 90 milijonov evrov prihodkov. Po besedah ministra za finance Uroša Čuferja bodo za odpravo primanjkljaja ob trošarinah uvedli še ukrepe za racionalizacijo javnega sektorja, višje dividende v državnih podjetjih in upoštevanje učinkov gospodarske rasti. Do začetka poletja pa bodo predlagali tudi morebitne dodatne ukrepe. Ustavno sodišče je zadržalo izvrševanje odloka o razpisu referenduma o arhivski noveli, ki je razpisan za 4. maj, do končne odločitve o ustavnosti odloka. Sodišča so še sporočili, da bodo o zadevi odločali prednostno. Naša največja založba Mladinska knjiga ima novega lastnika. Na dražbi je večinski delež kupila družba Učila International. Koliko bo nova lastnica odštela za odkup založniškega velikana, je skrivnost. Izklicna cena svežnja delnic je bila dobrih 8 milijonov evrov. Družba naj bi kupnino plačala maja. Direktor Učil Srečko Mrvar je po dražbi povedal, da bodo nadaljevali delo Mladinske knjige, saj drugega, kot sta založništvo in knjigotrštvo, niti ne znajo. Zdaj pa k prijetnejšim temam in najlepše osnovno šolo. Zadnje 3 leta namreč poteka program Popestrimo šolo, v katerem sodeluje okoli 20 tisoč učencev. Ustvarjalnost, podjetnost in inovativnost razvijajo v kakih 1000 različnih obšolskih dejavnostih. Fotografija, računalništvo, naravoslovje, tuji jeziki. To je le nekaj dejavnosti, s katerimi se želijo na šolah kakovostneje odzvati na individualne potrebe učencev, ki imajo učne težave, prihajajo iz ranljivih skupin ali pa so posebej nadarjeni. Od tega sem veliko odnesla, recimo za kuhanje, ko smo se naučili različne metode kuhanja. Na različnih taborih smo se recimo kuhalniško sol naučili delati. Se učim prvič italijansko in sem pri italijanščini dobila že 2-krat 5. In me zelo veseli, da sem se nekaj naučila po italijansko. Otroci tako gradijo pozitivno samopodobo, odkrivajo svoje sposobnosti in želje. Program spodbuja tudi razvoj novih pedagoških oblik dela, več kot 400 učiteljev pa je dobilo začasno zaposlitev. Učitelji, ko so sodelovali na programu Popestrimo šolo, so se zaposlili prav za ta namen. Učitelji so bili zaposleni nekateri za polni delovni čas, nekateri za manj kot polni delovni čas, bil pa je pogoj, da so zaposleni na tem programu. Tukaj ni šlo za neke investicije v opremo ali karkoli drugega, ampak res smo želeli otrokom ponuditi čim več dodatnih uporabnih vsebin, ki jim bodo potem pomagale na njihovi nadaljnji karierni poti. Program, vreden skoraj 4 milijone evrov, se bo končal jeseni. Na ministrstvu pa upajo, da bodo lahko tudi v novem finančnem okviru Evropske unije sofinancirali tovrstne vsebine. Da so mariborski osnovnošolci izjemno ustvarjalni, dokazuje tudi gledališka predstava Tri sestre, ki so jo pripravili na osnovni šoli Toneta Čufarja. Režiral jo je Rok Vilčnik, eden od letošnjih dobitnikov Glazerjeve listine. Sicer dramatik in literat, ki kot režiser sodeluje tako s profesionalnimi kot amaterskimi igralci. Seveda pričakujemo Tri sestre v takšni verziji, kot jih je napisal Čehov. A kaj hitro se izkaže, da se je Rok Vilčnik poigral z besedilom in pravzaprav pustil nedotaknjen samo naslov. Silno sem si želela domač kraj. Pogrešam McDonald's. Skušamo držati nekako esenco tistega, kar je avtor v originalu napisal, kar gre. Ne? In Tri sestre, drame, nasplošno drame Čehova so nekakšna melodrama. Ne? Je dosti humorja noter, ne? Samo treba ga je poiskati. Ne? V bistvu je drama in bi naj bilo bolj resno, ampak smo jo naredili kot komedijo in je bilo tudi v bistvu smešno. To imam zelo rada, ker imam zelo rada, če se kaj smešnega dogaja. Ti se spopadaš z fantovsko vlogo, ne? Kakšen izziv je bil to zate kot za bodočo igralko? Sprva je bilo zelo težko, ker sem mogla tudi govoriti tako v drugem jeziku. Mislim, takim naglasom, ampak potem s časoma sem se navadila. Dekleta so po večini v igralski gledališki skupini že nekaj let. Nekatere med njimi ne skrivajo, da želijo nekoč, ko bodo velike, postati prave pravcate igralke. Zelo rada nastopam, pa mi trema nikoli ni nekih težav povzročala. Drugače pa tudi mama, ki je bila neki poglaviti, da to moram probati, da mi bo všeč, imela prav. Najtežje je bilo na koncu, ko smo mogli na generalke, pa na oder, glasba. Najlažje pa mogoče na začetku, ko smo brali pa se naučili.
Delamo sicer na ta način, da recimo v nižjih razredih začnemo in vedno zahtevnejše so potem te predstave, ko se otroci že malo naučijo in navadijo odrske manire. To je super, to me vedno znova vrne v čase mojih začetkov in me spomni na tisti čisti, iskreni otroški idealizem, ki sem ga imel, ko sem začel občudovati vse te stvari, umetnost, gledališče, igro. Čas pa kar teče in se ti zdi, da se od pravega, lepega življenja vse bolj in bolj oddaljuješ. Sledi šport. V državnem odbojkarskem prvenstvu se v finalu merita ekipi ACH Volija in Panvite Pomgrada. Po 2 tekmah je izid v zmagah izenačen na 1:1. V nedeljo je Panvita zmagala v Ljubljani, včeraj pa je v Murski Soboti ACH poskrbel za to, da bomo gledali vsaj še 2 tekmi. Morda izgleda, da so odbojkarji ACH-ja v Murski Soboti zlahka prišli do zmage. A je bilo tako tudi na prvi tekmi, ko so brez težav dobili prva 2 niza. Zatem so se Prekmurci v Stožicah sprostili. Tudi v soboški športni dvorani osnovne šole 1 ni veliko manjkalo, da bi prišlo do podobnega preobrata. Vendar je bil poraz v prvi tekmi dovolj veliko opozorilo, ki so ga igralci ACH-ja imeli vse skozi pred očmi. Vedeli smo, da je Pelemiš v prvi tekmi odigral res fenomenalno, da je bil v napadu zelo suveren. Mogoče smo bili malo premalo koncentrirani v bloku, ga malo premalo pazili, tako da sigurno za to tekmo smo bili na njega še malo bolj pozorni. Res pa je, da smo zelo veliko delo opravili na servisu, ker smo bili zelo učinkoviti, se pravi naredili nekaj asov. Dobro serviranje je Ljubljančanom omogočilo, da so nekaj pomembnih točk dosegli z blokiranjem igralcev Panvite Pomgrada. Na tekmi so jih tako zaustavili 10-krat, pa tudi sicer so delovali bolj suvereno. Že v Ljubljani, nek kanček sreče nam je tam dejansko uspelo priti na ta nivo njihov, kjer dejansko jim lahko pariramo. Če pa ti ne uspe priti, se pravi prebroditi tega njihovega navala, pa dejansko se zgodi to, kar se je zgodilo danes. K že omenjenemu moramo dodati še igro v polju. V njej so Ljubljančani naravnost blesteli, medtem ko so Prekmurci puščali preveč igrišča nezaščitenega. ACH je kvalitetna ekipa in ACH igra na svojem nivoju in tudi na tem nivoju bo igrala. Mi pa danes nismo bili borbeni, željni po osvojitvah točk, ampak smo odigrali preveč nonšalantno, preveč neodgovorno in danes si ne zaslužimo pohvale, da bi povedali, da smo se borili in da smo zasluženo izgubili, ampak se absolutno nismo borili. Le 2 dni časa imajo soboški odbojkarji, da obnovijo tako fizično kot psihično pripravljenost. In če bodo v dovolj veliki miri, če se izrazim po športno, lačni zmage, potem bo 3. tekma v Stožicah bolj negotova, kot je bila minula v Murski Soboti. Zdravilo Tamiflu, za katero so države v strahu pred pandemijo gripe leta 2009 in 2010 porabile na milijone evrov, ni učinkovitejše od drugih zdravil proti gripi, je v poročilu zapisala neodvisna mednarodna raziskovalna skupina. Trdi namreč, da Tamiflu ne preprečuje širjenja bolezni in ne zmanjšuje možnosti zapletov, temveč le nekoliko olajša bolezenske znake. Zdaj pa poglejmo še nekaj drugih novic iz tujine. Pred stavbo grške centralne banke v Atenah je davi eksplodiral avtomobil bomba. K sreči pa eksplozija ni nikogar poškodovala. Do eksplozije je prišlo le dan pred napovedanim obiskom nemške kanclerke Angele Merkel v Atenah in dan po napovedi vlade, da se Grčija po 4 letih premora, ki so jih zaznamovala huda kriza in ostri rezi, vrača na mednarodne finančne trge. Ruski predsednik Vladimir Putin je Evropsko unijo pozval naj finančno podpre skoraj bankrotirano Ukrajino. Kot je poudaril, Rusija državo še naprej gospodarsko podpira, čeprav ne priznava tamkajšnjih oblasti. Putin je bil kritičen do Evropske unije, čež da je po zamenjavi oblasti v Kijevu priznala Zahodu naklonjeno vodstvo, a mu ne nudi nobene konkretne podpore. Po drugi strani Moskva po njegovih besedah za gospodarsko pomoč in subvencije Kijevu namenja več 100 milijonov, celo milijarde dolarjev. Ukrajina zgolj za dobavo plina Rusiji dolguje okoli 1,6 milijarde evrov. V Indiji je eden ključnih dnevov na maratonskih parlamentarnih volitvah, ki bodo potekale do 12. maja. Začela se je namreč 3. od 9 faz volitev, v okviru katere bodo Indijci odločili o skoraj petini od skupno 543 sedežev v parlamentu. Volitve potekajo v 14 indijskih zveznih državah, med drugim danes volijo v 17-milijonski prestolnici New Delhi in gosto naseljenem podeželju na severu Indije.
Na severu Avstralije pa se pripravljajo na tropski ciklon Ita, ki naj bi dosegal hitrost do 285 km/h. Gre za ciklon najvišje 5. stopnje moči, vremenoslovci pa napovedujejo, da bi se lahko še okrepil. Ciklon bi lahko prizadel 9000 ljudi, zato se morajo pripraviti na močan veter, ki bo naokoli nosil predmete, povišano gladino morja in obilno deževje, ki lahko povzroči poplave. Vreme je letošnjo zimo obilo nevšečnosti povzročilo tudi slovenskim smučiščem, a so kljub pomanjkanju snega sezono skušali izpeljati kar najbolje. Kako dobro so se smučišče pri tem odrezala, so smučarji ocenili v akciji Naj smučišče. Zmagovalce so pred nekaj urami razglasili v našem regionalnem RTV centru. Več kot 25.000 smučarjev je ocenjevalo urejenost 81 smučišč in 7 snežnih parkov ter dodatno ponudbo. Tam, kjer jim snežne razmere niso dopuščale, seveda niso obratovala, čeprav mislim, da po informacijah gospodarskega interesnega združenja žičničarjev jih je večina obratovala vsaj kakšen dan. Ker zima marsikje ni pokazala pravih zob, so si upravljavci prizadevali obiskovalce pritegniti še drugače, tudi na letošnjem najmalem smučišču Celjski Koči. Ponujali smo wellness center, ponujali smo okoliška pohodniška mesta, ponujali smo tudi oglede mesta Celje. Med srednje velikimi so najbolj navdušile Golte, med velikimi pa Vogel. Tam se lahko letos pohvalijo z izjemno sezono, saj imajo še zdaj več kot 2 metra naravnega snega. Januarja in februarja vreme bilo malenkost slabše, ampak marca je posijalo sonce in smo začeli presegati vse rekorde. Letos nas je obiskalo že veliko več kot 100.000 obiskovalcev, to je več kot lansko leto, pa sezona še traja. Tri Kralje, Kranjsko Goro, Cerkno in Roglo so smučarji izbrali za družinam najbolj prijazna smučišča. Najboljši snežni park pa je po njihovem mnenju tisti na Rogli. Na Rogli beležimo 127 smučarskih dni, kar je v redu. Kljub vsem vremenskim neprilikam smo se utrudili, da je bila v bistvu smuka kvalitetna, predvsem pa varna. Podobno akcijo izvajalci projekta pripravljajo tudi poleti za izbor najboljših kopališč. Poglejmo vreme. To bo še naprej aprilsko. Že zvečer bo začelo deževati. Po nočnem dežju bo jutri suho in delno jasno. Jutranje temperature bodo od 2 do 7, dnevne od 13 do 17 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno, predvsem popoldne bodo nastale krajevne plohe. Na Primorskem, Štajerskem in v Prekmurju bo večinoma suho. V nedeljo bo oblačno, občasno bo rahlo deževalo. Popoldne se bo od severa zjasnilo. Ekipa televizije Maribor pa že pripravlja nove zgodbe za jutri, zato vabljeni v našo družbo. Nasvidenje.